bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni danes v oddaji Klepet ob kavi. Zgodba 7-letnega Jakoba, ki je pri svojih 7 letih doživel in preživel že mnogo. No, še večji izziv pa je bil to za mamico Anito, ki se nam je danes pridružila z obema sinkotoma. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Bravo, hvala. Največje darilo je bil verjetno tisti test nosečnosti, ker je bil plus gor, ne? Tako, ja. Sicer ni bilo najbolj klasično, ker sem bila v bolnici, dejansko sploh nismo vedeli, zakaj sem, tako da sem bila noseča na koncu, no, in smo bili tako veseli. Ampak sta delala na tem? Ja, smo delala na tem, ja. Odlično. In potem dvojčka. Ja. Joj, ne predstavljam si niti z enim trenutno v mojem življenju, ampak očitno to vse gre. Bom rekla, da smo imeli srečo, no, ta mala dva sta bila res pridna, že od prvega dneva sta spala v bistvu celo noč, no. V porodnišnici Ljubljana me je babica zelo dobro pripravila, tako da smo hendlali do hoje, potem pa je bilo malo problemov, bom rekla bolj. Jakob ima zanimivo življenjsko zgodbo že pri 7 letih. Z nogo so bili izzivi, kako so se začeli v bistvu? Jakob se je v bistvu rodil brez kolka in zgornji del stegneničke mu ni rasel. V Sloveniji so pač poskušali narediti eno operacijo, ki pa pač žal ni bila uspešna, ker dejansko nimajo izkušenj, ker je teh primerov zelo malo. Tako da v bistvu smo potem začeli malo sami raziskovati in slučajno naleteli na dr. Pejlja, ki pa je potem te operacije uspešno opravil. Se pravi, ste morali čez lužo? Tako. Leta 2015 smo bili prvič, v bistvu je bila tisto najbolj pomembna operacija, ker mu je takrat vstavil v kolk protein, ki se dejansko potem se začela kost razvijati iz tistega proteina in zdaj ima v bistvu svoj kolk, ki ga pač tu ne bi imel, oziroma tu sploh noge ne bi imel v Sloveniji, ker bi mu bili odrezali nogo. Wow, dejansko dobro, da ste zbrali toliko poguma, da ste iskali druge rešitve. Pa ja, bom rekla, da prvo si kar izgubljen, nekako zaupaš zdravniku, nas so iz porodnišnice takoj drugi dan na ortopedijo peljali tja, dejansko ti zaupaš, oni so takrat nam povedali, da bodo lahko Jakobu pomagali, sicer niso vedeli še kako, ampak da mu bodo, potem na koncu, ko pa ni bilo nič uspešno, pa bom rekla, nekako smo vse dali na stranski tir, probaš ali se potiho sprijazniti, ali nekako pozabiti, ali nekaj, ne vem, ampak potem smo res slučajno naleteli na dr. Pejlja in se je pač začelo to odvijati. Slučajno? Ni na ključi? Ja. Vse na ključe. Jakob, kaj si ti frajer? Poseben si se že rodil, veš, koliko je to fajn? Jep. Ja. A ni fajn, da nisi tako vsi ostali? Včasih je, včasih ni, ne? Zdaj, ko sem v šoli, ko sem prvič prišel v šolo, ko smo šli na športno, so sam punce klicale punce. Aha. Punce so klicale punce? A ko so izbirali? Da bojo videli, da ko sem bil na operaciji. Aha, ja, pa so prijazni za tebe? Ja. Super, pa se dobro počutiš? No, vidiš. Kaj moraš povedati? Nekaj ti je rekel, brat, da se moraš povedati. Boste pa obdelali, ne? No, ampak, ko ste bili na zdravljenju in na vseh teh operacijah v Ameriki, pa ste zvedeli tudi za eno krasno stvar, ki jo jaz uporabljam za obraz in tudi mnogi v naši ekipi, Oxy Silver, ki je krasna zadeva, aktivni kisik. In sem slišala, da je pomagal tudi Jakobu. Ja, res je. Pač mi smo vsak dan objavljali Jakobove slike, gor in videe in vse to, in Jakob je imel vnetje teh pinov, ki je imel za fiksater zunanji gor, in se mi je takrat javila Maja, ki mi je povedala za to stvar, in potem je bila res gospa Dominika zelo prijazna, so nam poslali v Ameriko paket za probo in dejansko se je že
sem slikala, ne, in se je videlo razlika že po enem nanosu, ne, v bistvu se je zaprla luknjica dol, ker to je pač grozno izgledalo, ne, ni bilo lepo na pogled. Mu je pomagalo ful, ne, in smo res hvaležni gospe Dominiki, da nam je v bistvu 2-krat pošiljala, pa še zdaj mu mažemo brazgotine s tem in mu nekaj res pomaga. No. Neverjetno, a ne? Ja. Čez lužo pa pol nekaj domačega ste našli takega. Ja, res je, v Sloveniji nismo slišali, zato smo pa v Ameriki potem slišali, ne, in je res je dobra stvar. Ne. Ja, gospa Dominika je tudi mene opremila in za ustno higieno, in za nohte, in za kožo. In meni je zelo fajn, ampak nisem imela pa jaz takih potreb, kot ti. A te je kaj pekel, kad je to mami gor, kaj je mazala pa tak? Kdaj me je malo. Pa si preživel? Ja. Očitno, ne? A si, ne, ker si tu. Neverjetno, kako vse na ključje. Koliko časa ste bili v Združenih državah? Planirani smo imeli 10 mesecev, prišli smo pa 8 mesecev, no smo bili dol, pa smo potem prišli domov. Malo predčasno. Kako ti je bilo tam? Ti je boljše v Sloveniji? Kar povej zdaj. Ja, mi je bilo boljše v Sloveniji. Je, ne? Kakšen je tvoj dan izgledal tam? Si imel kaj veliko pregledov pa teh stvari, ali kako? Terapij sem je vsak dan pregledal, pa ne vem koliko dni. Vsaki 14 dni, ne? Vsaki 14 dni? Ja. Je imel verjetno tudi kar nekaj operacij? V bistvu je zdaj v tej drugi rundi sta bile 2 operacije. No, prva, ko smo vstavili fiksater, pa odstranili material še od prve operacije. Pa potem na koncu zdaj samo odstranitev fiksaterja, pa smo en teden počakali in potem šli domov. Jakob, a boš kaj maneken, soš kaj sprehodil tlele nam, da boš pokazal, koliko ti fajn hodiš zdaj? Lahko. No, daj boš pokazal, malo maneken, Jakob. Cela Slovenija te je spremljala, koliko ti in kaj počneš in lej ga, koliko on to gre. Cel maneken si. Bravo, Jakob. Evo, lahko kak krok narediš, da reš pa lahko se tudi mamici sedeš. Verjetno je vse to skupaj tudi precejšen finančne zalogajke, ne da? Ja, za prvo operacijo, tisto ta glavno, bom rekla, ki je bila najbolj pomembna, smo mogli denar zbirati. Tako da smo v bistvu v 2 mesecih zbrali 230 000 evrov, da smo lahko šli, ne, in bom rekla, res smo hvaležni vsem ljudem in podjetjem, ki so nam pomagali, ker v bistvu brez njih ne bi bili zdajle tu z Jakobovo nogico, bom rekla, na tleh. Ne, tako da. Drugo potem pa nam je zavarovalnica lani krila, no. Je bila bolj, rekla, so bili bolj medijski pritiski in vse in na koncu so popustili, no, tako da. Ampak Slovenija se je v tem primeru izkazala, da pa vendarle stopimo skupaj pa pomagamo. Se je, ja. Tako da v vseh, bom rekla, primerih, ne, se vsi trudimo, da nekako pomagamo in tudi pri nam, no, je ratalo. Niti nisem dvomila nikoli, no, da ne bi, tako da. Dominika vam je poslala torej paket tega aktivnega kisika, ki ste ga potem tudi mazali gor, da so se rane hitreje zacelile, ampak verjetno ste mogli tam zdravnikom povedati, kaj uporabljate, tudi kaj pokazati, pa te stvari. Ja, bom rekla, da tam v bistvu oni se to čistijo za fiziološko, ne, ampak to, bom rekla, to so odprte rane in to pride stalno neki, ne, prah zraven in to. Jaz sem povedala na fizioterapijah, ne, ti si tam bolj na fizioterapijah vse poveš in potem je fiziater tisti, ki potem poroča zdravniku. Rekli so pač ne uporabljamo, če mislimo, da je v redu, ne, in potem smo dejansko so tudi sami videli, ne, ker smo slike pokazali, pa isto so videli Jakobovo nogico, so videli, da je učinek, no. Tako da upam, da jih bo čim več to uporabljalo, no, kar res pomaga, no. Tudi pri ranah pa takih zadevah, verjetno tudi pri ostalih ljudeh vseh to lahko dejansko koristi pri vseh teh ranah. Isto, ja, pri ranah, odprtih ranah, ne vem, krasticah, potem brazgotinah, mi zdaj na brazgotinah uporabljamo, nekaj so brazgotine mehkejše, pa tanjše, niso tako odebeljene, tako da. Ali pa ste imeli tisti za špricati, ali? Oboje smo imeli, ja, v gelu in za špricati, tako da. Oboje je zelo praktično in uporabno, ne. Isto je mami v gelu uporabljala za obraz, ne, tako da, uporabno. Ožbej!
Kas pa ti, fini fant, takle si bil v oporo, vse skup. Ja, ne? Ja. Si vesel zdaj, ko si nazaj, Jakob? Ja. Kaj bi rad bil, ko boš velik? Boš zdravnik? Učil bom plavalno šolo. Plavanje, okej. To boš učil. Pa kaj še boš? Pa poveljnik pri Svetem Florijanu. Poveljnik pri Svetem... Poveljnik gasilcev, ne? A ja, gasilcev, okej. Ko bo najni boter v penziji, bom jaz na njegovem mestu. Lega, vse imaš že splaniran, Povej, v vsem tem času, ko si bil pa tako okrog, pa s to tvojo nogo, te je fejst bolel, pa to si bil, kdaj fejst žalosten? V Ameriki sem bil kar veliko. Ko sem hotel iti domov, pa ko sem pogrešal sestrično, pa babico, pa bratranca. Ampak zdaj si doma, a ne? Ja. No, vidiš, koliko ti je lepo. Vi ste bili sama z njima? Ne, bili smo vsi štirje, no. To bom rekla, so bili kar očitki javnosti, no, da gremo vsi štirje, ne. Ampak sem res hvaležna, da smo lahko šli vsi štirje, ker ne vem, kako bi sama zdržala, no, to. Ja, to Plus tega, da ta mala dva ločiš, ne, že to ni humano, bom rekla, tako da priporočam vsem, no, ki grejo kam na operacijo, da grejo vsi, pač celotna družina, no, tako da. Je pa to velik napor za starša, vse to vzdrževati zraven v drugem času, drugem časovnem pasu dejansko, z vsemi stvarmi, ki so še dobro, da ste zdržali. Bom rekla, na koncu so malo popustili živci, no, ampak smo zdržali, tako da vse pa splačalo, vse potrpeti, tako da nam ni žal. Zdaj hodite na te redne preglede in tako naprej v Slovenijo, ne, seveda? Bom rekla, zdaj zbrali smo zdravnika v Valdoltri, ker pač v Ljubljano ne gremo več, ne. Iz Maribora so nas poslali v Ljubljano, tako da nam je ostala Valdoltra. Drugače imamo pa pri dr. Pelji, vsako leto imamo kontrolo pri njemu in dejansko zdaj mesečno mu rentgenske slike pošiljamo, tako da drugače pa ne hodimo v Sloveniji zdaj, ne. A si slišal mamico, kaj je rekla? Vsako leto boste šli v Ameriko na obisk. A ni to fajn? Veš, kaj to pomeni, da imaš zagarantiran dopust, da greš? Ja. Zagarantirane počitnice. Ne bom rabo hoditi v šolo. To je te pa, ne? Kaj so pa učitelji pravzaprav rekli, kar se tega tiče, glede na to, da sta bila izven nekega sistema izobraževanja toliko časa? Ja, prvi razred smo v bistvu delali na domu, no, tako da smo jih midva šolala in sta imela potem avgusta samo izpite, ki sta jih opravila uspešno, tako da sta lahko šla v drugi razred potem. Kaj je, mami fajn učiteljica? Ja. Res? Oba dva pohvaljena. Ja, je bila stroga. Ampak domače naloge sta imela? Ne. Ne, brez domače. Vse sva rešila takoj zjutraj po zajtrku sva mogla rešiti, je učiteljica poslala, kaj naj rešimo. Potem smo pa rešili, potem sva šla z očem na terapije, potem sva se vrnili, je mami kuhala kosilo, smo pojeli, pa smo počivali. Ja, z mamico smo pa šla, ko nista šla na dan na terapijo, smo šla pa mi na tek. Na tek? Je samo Ožbej tekel ali mami Anita je tudi tekla? Oba dva? Ja, oba dva smo. V vsem temu seveda ne sme človek pozabiti poskrbeti tudi zase, a ne, ker pravijo, da iz praznega vrča ne moreš nalivati še drugim. Ja. Se bova začela tudi. Se bova tudi začela. Od začetka bom rekla, mogoče smo mamice take, ne, vse bi htele mene. Sem ga vodila na terapije, sem kuhala, sem se, ne, ampak potem pa sem ugotovila, da ne bo šlo tako nedogled, ne, in je potem še
oči vskočil, tako da je imela mami čas za sebe. Ja, Bravo, mami, to je pa zelo modro čas za sebe. Ker enkrat sem slišala eno krasno misel, da ne smemo vzgajati otroke, ampak sebe, a ne? Ja, res je. Da bojo pol prekopirali, kar se teh stvari tiče. Ja, fajn, lepo, pa gasilc, pa učitelj plavanja, pa lahko plava? Ja, lahko. Vse priporočljivo. Vse lahko. Trenutno hodi na hipoterapijo, na konjička, tako da... Hipoterapijo? Ja. Wow, s konji! Zelo rad imam konje. Ja, ampak je res... Kaj imaš to, une take čist male ponje? Ne, na velike. Na ta velikega greš? Zdaj imam kobilo Rubi. Ja. Pa sem ji že narisal risbico, pa nič več. Rubi imaš, pa vajeti tudi sam držiš, kje pa? Ven iz hleva že peljem v ogrado. Jo, ti sam peleš? Pa še jahač. Bravo, jaz sem tudi bila na konju 14 dni. Me je malo rit bolela, kaj pa tebe? Nič. Nič? To si pa kar orenk, da takle vse skupaj shendlaš. Krasno, torej življenje se je zdaj počasi umirja nazaj k tistim nekim ustaljenemu vsakdanjemu ritmu. Ja, se navajamo, no, smo se mogli hitro navaditi, tako da služba, šola, vse je prišlo nazaj, ne, tako da. Krasno. Na tire. Hvaležna sem, da ste prišli danes, da ste zaupali to zgodbo, ki je zgodba o uspehu. In Jakob, give me 5. To, še Ožbej, ti. To, bravo! Najlepša hvala, da ste prišli. Hvala vam. In seveda v tej zgodbi se tudi jaz osebno zahvaljujem Dominiki, ki je pomagala tudi tej družini in z svojim znanjem in svojimi izdelki, ki so zares neverjetni in to povsem slovenski. Verjamem, da bo besedo o Sloveniji in o aktivnem kisiku pa še o čem ponesla tudi v svet, tako kot v tem primeru. Še vedno bo tisto, gremo naprej, inovativni pristopi, razvoj, nove tehnologije, podpora, ampak nekako bomo veliko bolj prizemljeni.